smislu, da ne moreš nič postati čez noč. Za vse je potrebno zelo velika usmerjenost, vztrajnost, ogromnega dela. No, predvsem na začetku kariere sem upravljal samo sebe, ker sem res začel kot one-man band. Ampak predvsem se mi zdi treba gledati na to, da noben čas ni tako lep, kot se ti zdi, in tudi ne tako težek, kot se ti zdi. Dober dan in dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta podjetništva. Kje in kako začeti? Na koga se obrniti? Kako voditi ekipo in na kakšne izzive si pripraviti? Torej, govorili bomo o tem, kakšno pot mora prehoditi podjetje, da odklene svoj potencial in zaslovi v Sloveniji in kjerkoli v svetu. Sam nimam veliko vzornikov, a današnjega gosta pa že nekaj leta spremljam in poslušam na različnih dogodkih, poslovnih in drugih, in mi je v tem času zelo prirastel v srcu in ga štejem za velikega vzornika. Trdim tudi, da je lahko vzornik vsakemu podjetniku, menedžerju, vodji. Je solastnik in generalni menedžer zelo znanega podjetja z zelo dolgo tradicijo. Vse skupaj se je začelo že leta 1881 v Ribnici. Danes pa svojo odlično ekipo, svoje inženirsko znanje in izkušnje implementirajo v različna podjetja in organizacije povsod po svetu. Kar me še posebej veseli, da je gospod, katerega ime še skrivam, prejemnik številnih nagrad in priznanj, med drugim tudi direktor leta in menedžer leta. Z nami je priložnosti tudi delil, da je njegova velika strast branje, jezik in različne kulture. Je mecen študentov in raziskovalcev slovenistike in slavistike, prisluhnil njegovim izkušnjam in modrostim. Dobrodošel v našem studiu gospod Janez Krabec, podjetje Riko. Dober dan. Hvala za vabilo, hvala za ta uvod, mi je že kar malo nerodno. Upam, da sem lahko zbral po vsem tem. Vse, kar sem rekel, sem res mislil in upam, da ste to čutili. In sem zredno še enkrat počaščen, da ste danes tukaj z nami. Bil sem na obisku na Škrabčevi domačiji in sem začutil, kot sem bil tam, to ljubezen do tradicije, do tistega, kar so vam zanamci pustili. A mi lahko s svojimi besedami opišete ta odnos, ta občutek, ki ga gojite do teh ljudi, do te okolice, kjer se je vse skupaj začelo za ribniško industrijo kovinske opreme, torej kratko Riko? No, predvsem zakaj, tak preprost odgovor je, ker je zelo dobro vedeti, odkot prihajaš, če že ne vemo, kam gremo. Mislim, da je ta tradicija, da vsak podjetnik je zelo dobro, če ima korenine in krila, ker je potrebno vedeti res, komu pripadaš. Ker mislim, da ti to olajša pot skozi življenje. Ker mislim, da ti to da eno tako spokojno identiteto, da si vse na vse zadnje, vsi iščemo neko spokojstvo, neko pomirjenost samim seboj. No in jaz sem se tega začel zelo hitro zavedati, sem se pa zavedal, da seveda, če hoče drevo rasti, ne potrebuje trdne korenine, no in to so te korenine v tradiciji, v kraju, v kateremu pripadam. Po drugi strani pa seveda, da ne smete to uspavati, ne smete to zadovoljiti, ampak da moraš težiti seveda neprestano po nekem napredku, da nekaj še naprej ustvarjaš, da prispevaš. In mislim, da je zelo dobro, da veš, od kje boš gradil in da iščeš potem vse te pozitivnosti, ki so na nek način povezani s teboj. Se pravi, ker nič bolj ne zaznamuje človeka kot ravno kraj, kjer se rodil, država, kjer se rodil, nacija, kjer se rodil. Jaz vedno govorim, mi imamo verjetno potencialno, ne vem koliko Bill Gatesov, ampak nikoli ne bo se
s temi kvalitetami v Sloveniji razvil, pač ker mu ta prostor to nikakor ne omogoča. Bill Gatesi so lahko samo v takih državah, kot so Amerika, ne vem, Kitajska, pa tako naprej, ne. No, ampak nič za to. S tem se moraš sprijazniti, moraš to razumeti, ampak iščeš neke druge afirmacije, ki nič ne pomeni, da so kaj slabše, ne. No in fajn je, da se vprašaš, od kje lahko gradim. Se pravi, kaj je moj oče že naredil, kaj so moji predniki, kaj je moj narod in da resnično to sebi v prid nekako spostaviš, da te to lahko lažje potem odžene naprej. Lahko pa tudi rečeš, zanikaš vse, kar je bilo pred mano, je slabo. Ko sem se rodil, je leto nič, ne, jaz bom gradil vse in takih, nažalost, imamo kar nekaj, ne samo v podjetništvu, imamo tudi v politiki dosti takih, ne. No, jaz z velikim spoštovanjem, z velikim občudovanjem gledam na vse, kaj je bilo pred mano že narejeno in poskušam od tam graditi naprej. Torej, če pravilno razumem, je to podjetništvo bilo položeno v zibelko. No, spet, mene je zagotovo ribnica opredelila, ampak ne bi rekel, tako da iz tega vidika lahko rečemo, ja, da je bil na nek način zato, ker Ribničani smo znani po podjetnosti. Navsezadnje 1492. leta, to vedno rad ponavljam, je avstrijski cesar nam dal patent, s pomočjo katerega smo lahko potem trgovali z izdelki iz suhe robe po celotnem cesarstvu. Nekateri, se mi zdi, nekatere družine imajo še danes to možnost, ne, ta patent, da lahko so hodili v Avstrijo brez carine in brez davkov prodajati. In seveda teh 500 let nas je zelo zaznamovalo. Zato, ker je razvilo to podjetništvo, to trgovsko žilico v nas, tisti znani izreki o Ribančanu, ki prav pač za en evro kupam, za 2 prodam in od tega procenta zelo dobro živim. Po drugi strani pa tudi ta izreka, veste, meni všeč pri Ribančanih, ko ti reče ne računice, ko pogledajo stvari malo bolj kritično podjetništvo, se pravi, ni nikakršne sanjavosti, ampak se ve pač, na čemu mora, se rekel, pretemeljiti poslovni model, se pravi, da je računica, ne. No in seveda v temu, poleg tega, da je moj oče bil, da rečem, kljub temu, da vemo, v kakšnem sistemu smo živeli, teda ne v socializmu, kljub temu Slovenija je bila nekaj vmes, ni bilo vse od zgoraj zapovedano takrat njim direktorjem, ampak so se kar sami morali narediti. No in to spremljanje njegove poti je meni zelo hitro dalo, da rečem, orientacijo, kam bom tudi jaz šel. Zdaj, na kakšen način oče to sinu naredi, zdaj, to je spet sociološko vprašanje, samo meni je za svojo vzgojo na nek nevsiljen način mi to omogoča, da sem se s to potjo identificiral in da imam občutek, spet en izrek iz Ribance, ko me vprašajo, kaj novega delam, jaz rečem, jaz sem staro popravljam, ne. Čist nič novega ne delam, ampak poskušam vse samo nadaljevati. Kaj vam pa osebno podjetništvo da in tudi kaj vam vzame? No, mislim, da na stvari lahko gledaš iz pozitivne ali pa negativne strani, ne. Lahko rečeš, da je vse dobro, pa lahko, da je vse slabo. In oba dva imata prav, ne. Ampak na srečo jaz gledam samo pozitivno in najmanj, kar je, lažje živim na tak način, se mi zdi, ne, če se primerjam pač z nekaterimi, ki gledajo, da je vse slabo, ne. Skratka, poskušam najti ta pozitiven pristop in to podjetništvo je moj lifestyle, bi rekel. Jaz drugače živeti več ne bi znal, si ne želim, ne, se pravi, da 24 ur na dan sem pet v
na kakršenkoli način, tudi preko takih pogovorov, kot je danes, v to mojo podjetniško zgodbo in me veseli, da me ne zanima sam profit, ne, ampak da vem, da je še marsikaj drugega zelo pomembno, če hočeš ti na dolgi rok uspešno rasti, tako osebnostno kot profesionalno, podjetniško, tvoje podjetje, tvoji sodelavci. In zelo dobro je, da se pri tem razviješ v eno kompleksno osebo pa ne boš se razvijal samo, če se boš ozko usmeril, ampak če te bo zanimalo v življenju še marsikaj. Če bo znal pogledati, da rečem, čez plot, če ti je vrednota, da ljudje, da jih spoznavaš, ampak ne samo v Ribancu, v Sloveniji, ampak tudi čez mejo. Najlažje boš te ljudi spoznaval, če boš govoril njihov jezik, ali pa se jim na tak način približal in to sem zelo hitro gojil, ne, to veselje do učenja tujih jezikov, čeprav nisem kakšen talent, moram priznati, ne. In tudi zavedam se, da naše knjige, naša periodika, naši časopisi ni dovolj za razumevanje tega sveta, da moraš neprestano brati tudi druge vire. Tako da mi je zelo, in seveda, najlažje pa to delaš vse, če potuješ, če si v tujih državah, ne, in ta vrednota preživljati, da rečem, čim več časa v tujih državah, različnih, brez kakšnih kompleksov, brez kakšnih predsodkov, mi je bila vedno vrednota in mi je tudi dala veliko tega znanja, za katerega si domišljam, upam misliti, da me dela danes tako trdoživega podjetnika, ne vem, več ali manj uspešnega že, ne vem, skoraj najmanj 35 let. Ko govorite o uspehu, ravno če malo konkretiziram, sem prebral tudi vsaj en del teh poročil za 2021-2022 in so številke govorijo veliko o tem, da delate očitno prav in da ste na pravi poti. Saj ste v bistvu konec leta, če sem prav gledal in bral, naredili 110 milijonov evrov prometa in to v času COVID-a in pa dobrih 173 milijonov evrov v letu, ko se je začela žalostna ukrajinsko-ruska vojna. 220 ravno smo dobili bilance konec marca. Čestitam. Kako vam je uspelo v teh času teh dveh kriz dvigniti tok promet? Ali promet dvigoval zaradi projektov, ki so že prej bili dogovorjeni? Kako vam je to uspelo? Ja, to je res, da v našem poslu mi se ukvarjamo z inženiringom, naši projekti trajajo povprečno 3 leta. Ker je prvo leto projektiranje, potem je pač implementacija in še ponavadi so poskusni zagoni, recimo zdaj ravno končujemo čistilno napravo v Ljubljani, ki smo jo začeli že ne vem kdaj, ampak se končuje in treba še testirati opremo, še par mesecev, da dokažemo vse parametre, se pravi, kako čista bo ta voda potem otekla, ne, iz kanalizacije preko teh naših naprav. Pa ne vem, ravno v Zadru smo končali regijski center za ravnanje z odpadki, najmodernejši na Hrvaškem in ravno tako je potrebno ogromno enih parametrov potem dokazovati, ne. Tako da je potrebno razmišljati danes, kaj boš delal čez 3 leta, ne. In moram reči, da smo mi dosti proaktivni, da smo diverzificirani. Pri nas, ne vem, so leta, ko živimo v glavnem od energetike, pa so leta od ekologije, pa od industrijskega inženiringa. Tako da na srečo nikoli še nismo prišli v eno fazo, ko so nam vse dejavnosti zatajile, ali pa ko so nam vsi trgi zatajili, ne. Ampak to je potrebno z neprestano iskanjem priložnosti, spremljanjem, z motiviranjem sodelavcem, da se potrudijo pri vsem skupaj, ne, da imamo neko smelost, da iščeš neke nove povezave, neke nove veze. In
potem ti kakor toliko uspeva, ampak nič pa ni. Se pravi, včasih mislim, ravno prek sva uporabila besedo uspeh, včasih mislim, da je ravno največja nevarnost, največji threat, ravno to zavedanje ali pa to razmišljanje, kako si uspešen, potem zelo hitro zaspiš na lovorikah. Jaz rečem, uspeh verjetno prihaja iz besede uspavati se, ker nas resnično marsikdaj se preveč zanašamo, kako smo dobri. Ne, potrebno je spet tisto, kar mi je všeč, ne vem, kjer teoretik managementa je že to izjavil, ko so rekli, na dolgi rok uspešna podjetja so vedno zaskrbljena podjetja. In jaz sem skozi zaskrbljen, to vam moram priznati. Nisem še v teh 35-40 letih skoraj nikoli počutil samo zadovoljivo, samo zadostno, ampak mi je stalno nov izziv ravno to, da na bazi te skrbi, zaskrbljenosti, tudi druge malo rukam. Se pravi, ampak to rad povem, če takrat, ko ti je najbolj luštno, daj si en kamenček v čevelj, da te bo spominjalo, da ti je lahko jutro že malo slabše. Zelo se lahko poistovetim z vami, ker jaz ravno ženo tudi vodim podjetje in skozi se smatram za optimista, ampak hkrati pa delujem kot nekdo, ki skozi skrbi, kaj bo jutri. In me tudi nekako se navezuje to na naslednje vprašanje, kako čez te težke čase vi osebno greste in kako to v bistvu tudi potem pomagate ekipi, kot celoti. Zdaj imamo težke čase. Ja, težke. Zdaj smo imeli pa lepe čase. Ja, pa lepe. Jaz sem tukaj griza, medve so zdaj zadnje 4 leta. Jaz ne vem, če sem imel kdaj lepe čase, ampak predvsem se mi zdi treba klele gledati na to, da noben čas ni tako lep, kot se ti zdi, in tudi ne tako težek, kot se ti zdi. In nikoli ne bo tako slabo, kot si mogoče predstavljamo, da lahko bo slabo na koncu, to vam lahko že po mojih izkušnjah povem. No in to mislim, da je najpomembnejše, da se zavedaš, da vseeno ni tako črno, kot zgleda, in tudi, ali pa mogoče, da upaš, ko rečeš tisto, kako že, preden se začne daniti, je najtemnejši dan, oziroma noč, in imamo kar nekaj takih vodil, takih maksim, ki ti dajo misliti, da po vsakmu, da je pomembno itak, da po padcu, da se pobereš, da za vsakim dežjem pride sonce in da mogoče tudi, da se začne zavedati, da je vse, s čimer se soočamo, če pristajamo na to, da imamo pomlad, poletje, jesen, zimo, je tudi v našem življenju vse to. Vsak dan je vse to. In zavedati se je potrebno, da smo del nekih ciklov, ali pa da nas cikli, ali pa da je to neka nujnost. In včasih ne vem, ko sem nekje na dnu, ali pa kaj mi je bolj všeč. Takrat, ko imam občutek, da sem na dnu, ker vem, da bo se začelo spenati, ampak ko sem nekje na vrhu, pa vem, mater, zdaj bo itak spet prišla kriza, v bistvu nekaj težkega mi, In to rad rečem, zadnje, kako jemlješ ti to življenje, A pristajaš na to, a se veseliš samo tega, da imaš lepe trenutke, ker vemo, da ni cvetja brez trna, in če ti je vrednota na vse zadnje, da gledaš na življenje kot na eksperiment. Vse, kar se ti dogaja, da sem zdaj k stoikom prišel, k Marku Aureliju, ne želi si, da se ti stvari dogajajo tako, kot si želiš, ampak si želi, da se tako, kot se, in ti bo najboljš na tem svetu. Ampak to spet ne sme pomeniti, da boš ti padel neko apatijo, to ne pomeni, ti moraš vso energijo zbirati,
tudi, da se soočaš s tem, kar se ti dogaja, ne? In seveda, da potem čim bolj to sebi v prid vzpostaviš stvari, ne? Spraviš. Ne? Treba pa najlepše, obrnemo se ključi in pač gledamo na dobre stvari v tem svetu. Kako vi proslavljate zmage? Vi osebno pa kako z ekipo proslavljate zmage? En moj kolega, ko me je naučil gradbenik, ne, sodelavc, ki me je naučil tudi tega, da je vsako gradbišče bojišče, ne, ker mi v glavnem imamo gradbišča, kjerkoli smo. Ampak on mi je tudi povedal, ne, tisti, ki znajo dobro žurati, znajo ponovati tudi dobro delati. Ne. Ja, jaz se veselim teh naših trenutkov z mojo ekipo. Sem proaktiven pri temu, želim, da imamo skupna druženja, da imamo skupna kosila. Jaz jemljem sploh kosilo, večerjo, prehranjevanje kot eno socialni dogodek. Meni ni nič težko, tudi kadar sem sam nekje v tujini, pa grem jaz, pa potem preberem časopise, tretje, ne. Ampak se pa tudi imam rad ljudi, ne, in izkoriščam to, da grem na poslovna kosila, ker mislim, da pri tem druženju spoznamo svoje kolege, sodelavce še malo bolje, ne. Tako da ja, vse v podjetju praznujemo, vse zmage, praznujemo morda celo kakšen poraz celo, da ne govorimo o rojstnih dnevih, o porokah, vidite, prej sem vam omenil, ne, da bom imel kmalu 30 let poroke, katero bom zagotovo praznoval, to obletnico. In ja, tega življenja se treba veseliti in ga je treba izboljševati, lepšati, ne samo, da se spoznavamo pri delu, ampak tudi na tak način. Ne. Kako pa izgleda sploh vodenje nekega velikega slovenskega podjetja? Zanima me, kako izgleda vaš delovnik, nek normalen delovnik, kako je potekal delovnik čisto na začetku kariere, pa kako izgleda danes? No, predvsem na začetku kariere sem upravljal samo sebe, ne? Ker sem res začel kot one-man band leta, še v socializmu sem jaz ustanovil podjetje, ne? 88. leta in moj prvi, da rečem, takrat smo imeli na mizi fax mašino, je bilo vse in fax, in answering machine je bil, ne, se mogoče spomnite, kaj to pomeni answering machine, pač če nismo v pisarni tajnice, pa če te ne doklical, če ni bilo prisotnosti, ti je pač answering machine odgovoril, pa si potem pustil sporočilo, ne, tak način smo mi to v začetku delali, ne. Ampak nič ne de, ne, počasi sem rastel, jaz bi rekel, da smo organsko rasti, da zato tudi ni nekih velikih pretresov znotraj podjetja, ker nisem bil, ne vem, tudi takrat, recimo, če so bili dobri časi tam 2006, 2007, ko je bilo, ne vem, koliko možnosti financiranja kreditov, ko je bilo, ne vem, kakšna konjunktura, ne. Tudi takrat nismo mi pretirano rasli oziroma se trudili za kakšne prevzeme, ki bi temeljili na bazi izposojenega denarja, ampak smo živeli eno normalno življenje, tudi takrat nisem, ne vem, hlastal po, ne vem, kako bom kupoval delnice, ki so vsak dan skoraj rasle po par odstotkov, ne. Včasih, moram priznati, še enkrat se spomnim mojega razgovora, ko sem prišel k mojemu bratrancu, pa reče, kakšna budala sem, pogled, bi kupil za 1 milijon evrov tega, pa bi bilo danes že 3 milijone, pa tako naprej. Kaj, če potem čez pol leta to vse samo še 500 000 evrov ostalo, ne. In hvala Bogu, da nisem potem si videl, ne. Marsikdaj se to potem očitaš, joj, kakšen loser sem jaz, pa bi lahko tisto, tretje, ne. Ampak ja, in počasi sem rastel in se upam, da počasi tudi učil, da rečem, tega upravljanja ali pa sodelovanja z ljudmi na en konstruktivni način. Predvsem je meni pomembno, da imam za sodelavce partnerje, enakovredne partnerje, ker
če se pravi, da mi lahko klubuje, ali pa da sem jaz, da je on meni vedno kos, ali pa še boljš, da je on boljši na svojem področju, ne. In seveda moji odnosi temeljijo, upam, da to vidite, na zaupanju in na spoštovanju. Mislim, da na ta način lahko gradiš potem eno dolgoročno sodelovanje, kar se mi zdi zapravljanje časa, neke manipulacije ali pa delati z ljudmi, pač, ki teh pravil igre ne sprejemajo, ne. No in to bi rekel, predvsem pa, da se zavedaš, da če hočeš voditi druge, moraš predvsem imeti sebe na vodilo, da moraš veliko na sebi delati, na, bom rekel, izboljševanju, spreminjanju navad sebe, ne. In jaz se zelo, zelo ukvarjam, da bi moje navade bile čim bolj takšne, ki bi, ne rečem, družbeno bile sprejemljive, oziroma ki bi moje podjetje vse nas delali še bolj uspešne, še bolj radožive, z večjim veseljem do življenja. A to je tudi pol, kakšen bi pol vi ocenili stil vodenja imate? Jaz bom rekel tako, prvič, nekoč sem prebral 2 zelo dobre knjige o managementu, že tudi 20 let verjetno, Funky Business pa Karaoke kapitalizem, to sta 2 danska ekonomista jih napisala, ne, in tam je bilo lepo, da more struktura vodenja oziroma organizacijska struktura v podjetju takem, katerega jaz želim voditi, se pravi, da je zelo podjetniško orientirano, ne, veliko avtonomnih, da rečem, platform, bi danes rekli, ne, zgledati kot krožnik s špageti, ne, vse prepleteno, ne tisti organogrami, linearni, pa to ne, ampak kot krožnik s špageti, evo. In nekaj takega jaz tudi gledam v mojem podjetju, to si želim, ne, da ne opis, neki klasični opis dela in nalog, neka klasična mesta, ampak da je to vse na nek način fluidno, ne, predvsem pa, da temelji na teh 2 postulatih, vrednotah, zaupanje in spoštovanje in seveda, da veš, da moraš, da mogoče ni glavna naloga mene, da razvijam posle, ampak da razvijam na nek način ljudi, ki bodo razvijali potem posle, ne. Na nek način, tako bi jaz rekel, ne, seveda, da jim daš možnost, da te posle razvijajo, ne, da seveda se ukvarjaš nekim mikromanagementom, bi rekli danes, ne, da seveda predpišeš, zahtevaš, ne vem, kakšna poročila na vseh fazah, vsak dan, karkoli že, ne, da te vse vprašajo, ali lahko to, tretje, ampak ravno nasprotno, ne, da se postavijo cilje, da se definirajo sanje in da vsi sledimo samo temu in da se pri tem navsezadnje tudi dopuščajo napake, da niso ljudje kaznovani za te napake, ampak pa še to, pomembno je, da se vzpostavlja znotraj podjetja ena kultura timskega dela, da se zavedamo, da sam nisi nič, da si močan samo to, kot je močen najšibkejši člen, da rečem, znotraj tega tima. Ti timi se vzpostavljajo na bazi nekih platform. Danes lahko nek inženir dela na tem projektu, jutri bo šel na drug projekt, danes mu je ta ga vodi, jutri ga bo nek drugi. Kako pa komunicirate te vrednote, to spoštovanje in zaupanje med predvsem je najlažje komunicirati, da vse veste, imamo tisto, kako je že, poslušaj me, ne pa me gledati, ne, to verjetno ni v redu, ne, ponavadi glej me, pa, ampak seveda moraš resnično ti živeti vse to, ne, potem tudi ne rabiš kaj dosti govoriti, komunicirati, ne, ampak z svojim pristopom, za svojo prisotnostjo, za svojim delom
ti razvijaš te vrednote znotraj podjetja. Ne, seveda je pa pri tem seveda pomembno, s kakimi ljudmi se obdajaš, ne, in zelo je pomembno v življenju, da veš, ne, da je karakter človeka izjemno pomemben pri vsem tem. In če boš, vse to je Warren Buffettov maksima, ne, ko ga vprašajo, ali če imaš na razpolago enega zelo dobrega s stroko, s profesionalca, ampak slabega človeka, ali pa enega, ki ne vlada toliko stroke, ampak je dober človek, ima dober karakter, se vedno odločim za tega, ki ima dober karakter, ker vso to stroko bo lahko tako kasneje še absolviral, medtem ko pa ta z slabim karakterjem pa vse to ogrozil oziroma ali pa uničil. No, in mislim, da je to eno izmed zelo pomembnih modrosti Warrena Buffetta, kateremu jaz poskušam slediti. Sej, v tem najnem pogovorju že nekako vse vodi k temu mojemu naslednjemu vprašanju, ker spomnim se nedolgo nazaj, smo ena skupina mladih podjetnikov tudi spet obiskali Škrabčevo domačijo in takrat ste res tako ljubeznijo do teh knjig govorili in ste tudi povedali, da strašno berete. A je to vse izhaja iz te neke vedoželjnosti in tam takrat ste tudi potrdili, da berete poleg slovenskih knjig tudi tuje, angleške, nemške, ruske, ne samo knjige, tudi časnike in vse to spremljate. Ja, berem, da se poberem. A ne, to je meni zelo lep izrek, ki ga je Miha Kovač, ta naš znani bibliotekar, karkoli hočete, profesor, izrekel in mislim, da je to zelo pomembno. Ne. Zato, ker če je vrednota tebi branje, potem imaš nikoli problemov s tem, da si sam. Ker si lahko sam, nisi pa nikoli osamljen, ker knjiga ti je zelo dobra družba. Po drugi strani sem prebral spet nekoga, da vse izvira, vsa nesreča človeka izvira iz tega, ker ne more biti sam v sobi. Mislim, to mogoče deluje, lahko bi zamahani, ampak je zelo pomembna misel, ne, ker resnično na vse zadnje vemo vseeno, koliko je ljudi, ki pa ima probleme sami s seboj. Včeraj sem slučajno naletel na razgovor Marcela Štefančiča, pa lahko da bom iz konteksta to iztrgal, ne, ker se je pogovarjal z dvema psihoterapevtoma v tej oddaji svoji, Marcel, kjer je celo en povedal tezo, da je 20% Slovencev smo zreli za psihoterapevte. Ne? Mislim, ne bi komentiral to, vzamem to kot fakt, pa iz tega izhajam, da sem zelo vesel, ker jaz očitno, upam, da ne boste spoznali ali pa mi priporočili, na srečo ne rabim psihoterapevta, ampak mislim, da ravno zaradi tega, ker sem lahko sam, ker je knjiga moja zelo dobra prijateljica, ker je ta vrednota, da se učim, da zrem v ta svet tudi preko pisane besede. Ni nujno, da je knjiga v fizični obliki, to moram povedati. Se mi zdi, da je to na iPadih, pa hvala Bogu, da imamo danes te pametne telefone, ker imam lahko vse pri sebi, ne rabim iti otežen s knjigami, kot sem časih hodil na dopuste, da sem rabil en kovček samo za, da rečem, tiskano besedo, zdaj grem lahko na pot, čisto brez vsega, razen da imam seveda ta iPhone in gor naložene razne aplikacije. In to je tako, jaz sem tako srečen, da smo prišli do tega v našem življenju, ne, da ne rabim več fotokopirati raznih člankov, pa si jih potem shranjevati, ampak da imam vse to na teh screenshotih in da lahko potem tudi celo brez Wi-Fi-ja na kakšnih letalih to prebiram za nazaj, za naprej. Mislim, jaz se počutim kot v sedmem nebu, ne, kot v nebesih ob vsem tem. Kako pomembno pa je vse to pri poslovanju z Rusijo, Ukrajino, Belorusijo
Nemčijo, Srbijo, kjer posod ste poznati to njihovo kulturo in njihov materni jezik. Prej ste že nekaj na kratko mi uvodoma povedali, kako sami čutite, da je to pomembno. Mi lahko to opišete, koliko to prispeva v poslovanju. No, mislim, meni ni zanimivo poslovati, če moram poslovati preko tolmačev. To moram odkrito povedati. Zato temu primerno potem manj delujem, ne vem, Španija, da rečem, ne bi šel verjetno nikoli v Latinsko Ameriko, ne, zato ker pač na žalost se nisem naučil španskega, ampak z veseljem pa hodim po Evropi, po nemško govoričih državah, z veseljem hodim v veliko, zdaj sicer ni to aktualno, ne, v bivšo Sovjetsko zvezo. No, vsezadnje, moja vizija v 80-ih letih sem se začel ukvarjati z podjetništvom. Moja vizija je bila v tem, da bom nekoč posredoval med Zahodom pa med Vzhodom. Se pravi, mene sta zanimali dve veliki državi, sem vedno rekel. Združene države Amerika, in seveda veliko sem hodil v Ameriko, 83. leta sem bil prvič, pri 20 letih prepotoval celo Ameriko, imel razne izobraževanja, prakse, pri raznih družinah sem živel, tako da sem ta vsakdanjost njihovo spoznal. Da ne rečem, da sem poskušal kupiti čim več knjig o podjetništvu, biografij, ki so me navdihovale. Takrat tega, tudi knjige, ki so ti pomagale osebnostno rasti, menedžerirati tvoje življenje, navsezadnje Stephen Covey, verjetno danes je dosti pomemben. Takrat je bil na začetku knjiga Seven Habits for the Highly Effective People, je bila moja biblija. Takrat je išla knjiga, biografija Leeja Iacocke, to je bil krizni menedžer, ki je Chryslerja pa Forda še prej spet spravil do zelenih številk. In to sem celo prevajal za mojega očeta, vrsto teh njegovih, da rečem, menedžerskih izrekov pa življenja. No, ampak glede na to, da sem razmišljal tako, jaz veliko bolj razumem Sovjetsko zvezo ali pa da rečem te Sovjete, to je bilo 80. leta, kot eni Američani, pač jaz kot Slovan, ki sem živel v nekem socializmu. In obratno, veliko lažje bom jaz z Američani posloval, kot pa nek Sovjet, ne. No in na tem začela temeljito moja poslovna zgodba 88. leta. In že zelo zgodaj sem šel potem tudi v Sovjetsko zvezo, kjer tudi nisem samo želel delati posle, ampak spoznavati to kulturo, ne. Jaz sem hodil takrat v Uzbekistan, v Kazahstan, to so bile še vse socialistične republike, v Belorusijo, Ukrajino, v Azerbajdžan, Armenijo, Tadžikistan. Tako da sem vedno rekel, mene ne zanima samo Rusija, mene zanima potem, ko je razpada ta država, postsovjetsko prostranstvo. In še zdaj za mene je velik izziv iti v Uzbekistan, v Kazahstan, je pa zagotovo prednost ta, ker govorim ruski jezik, ker je to tam še vedno glavni jezik, če ne že uradni, pa naj zagotovo glavni jezik komunikacije, ne, poslovne. Se pravi, te vezi ne bi bile tako trdne, ne, če tako gledamo, ne? Če ne bi te kulture tako do v bistvu. Seveda ne bi bile, zagotovo, več jezikov znaš, da ne bom zdaj to rekel, več veljaš. Mene je navsezadnje tudi začelo, kje sem jaz na to Sovjetsko zvezo pomislil takrat, ne. Rad eno anekdoto govorim, in to pri 15 letih. A veste, vsi mi govorimo, Slovenci, pa imamo mi smo kako prednost, mi smo tako mehni, tako mehen trg, ne, mehna jezik, kultura. Ampak jaz sem se zamislil, ko sem pri pouku slovenščine gledal na karto, ki je bila
Evropa, ko je bila na tej karti razdeljena po jezikovnih skupinah, se pravi, Romani so bili pobarvani z rdečo, Germani z rjavo, Slovani pa za zeleno in sem se zazrl jaz v to karto in sem videl glavno zeleno barvo, ne. Sem rekel, okay, kako smo mi mehni, smo del te zelene barve, pogledajte, kako so mehni Germani, pogledajte, kako so mehni, zato ker tam si pa videl to zeleno barvo od Trsta do Vladivostoka. In so si mislil, kakšna privilegija je za mene, če bom znal ruščino govoriti, katero verjetno sem se, ali pa se bom lažje naučil, kot pa en Američan. In še do danes poskušam ta poslovni model, te prednosti, ta moj način ohranjevati in ga razvijati naprej, ne. Seveda vemo, ne bi zdaj govoril o teh velikih preprekah, ki so danes, da ne bom govoril samo o moralnih, tudi da rečem, dobesedno fizičnih, ampak poskušam nekako balansirati še vedno do konca vse skupaj, ne pa tudi, ko osvajam nove trge, da grem z istim pristopom tja, ne. Se pravi, ko ste me vprašali prej, kako vodim podjetje, zaupanje in spoštovanje, to je tudi glavno vodilo, ko hodiš po drugem svetu, ne, in brez predsodkov, nič, spet se vračam nazaj s tisto spokojno mentaliteto, da veš, da nisi ti nič posebenega, ampak tudi drugi niso nič posebenega, ali pa I'm ok, oni so ok. In tudi, da imaš spet se vračam, da imaš en zdrav odnos do sebe, tako kot je neka zgodovinarka rekla za Balkan, ko je povedala, bom jo citiral, to knjigo posvečam mojim staršem, ki so me naučili ljubiti Balkan, brez da sem posebno ponosna na njega in tudi, da se ga sramujem. In to je v življenju tako zelo pomembno, da po svetu hodiš ravno s tem odnosom. Jaz nisem posebno, ampak oni tudi ne. Se pravi, iščemo, kaj lahko, na kakšen način drug drugega obogatimo, kaj mu jaz lahko ponudim, kaj on lahko meni ponudi, da bova oba dva v neki win-win odnosu. No, se pravi, nekako mi se pravi, ravno to prihaja ven, če lahko poudarim, ne, to pač dejansko res greste zelo daleč v tem smislu, ne, da spoznate to kulturo, da nagovarjate ljudi v nekem maternem jeziku. To je tisto, kar tudi mi verjamemo, ne, da je v bistvu nagovarjanje sogovornika v njegovem jeziku, je to zbližanje, ki pač je neprecenljivo in je potem vpliva na marsikaj in da to na dolgoročno partnersko sodelovanje, ki prinaša in prijateljstvo in tudi posel na koncu. Tako da mi je všeč ta pristop in ga tudi tako zaznavam in tudi vidim, da prej, ko sva se dotaknila tudi v tem poročilu za 22 je, da ste v bistvu razpršili tako dejavnost kot pa tudi trge in da je pomembno, da je lekcija, da vsa jajca niso v enem košari in da se ne posluje samo na enem trgu in da ne bo pač odpiranje tujih trgov tudi del neke strategije, ne? In da je to neka kontinuiteta, o kateri moraš razmišljati in se mi zdi, da je tudi potrebno posledično razmišljati o tem, kako pripravljati vsebino za takšen trg. Se to kaj strinjava? Da tako funkcionirate in da verjamete v to? Ja, zelo lepo ste povedali. Ne, sem lepo povzel to, kar ste rekel. Za vse gledalce, ki pa še tudi ne vejo, bi pa tudi izpostavil, ker ste se zdaj tega jezika toliko lotila, da ste tudi soustanovitelj in pokrovitelj ustanove Patra Stanislava Škrabca. To je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja tudi študij in raziskovanje maternega in drugih slovanskih jezikov, klasične filologije, ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja. Ne. Prosim, če lahko malo z gledalci delite, kdo sploh je gospod Stanislav Škrabec in zakaj je toliko vi menite, da je pomembno vlagati v študij in raziskovanje maternega slovenskega jezika.
to je spet, jaz prisegam na to tradicijo. Hočem pogledati, kaj je bilo pred mano že storjenega. Pater Stanislav Škrabec je največji jezikoslovec 19. stoletja in mala sorodstvene vezi, bil je moj prastric, rodil se je v Hrvačiji, jaz sem to njegovo rojstno hišo podedoval in jo spremenil, jo renoviral in jo spremenil v nek muzej, eno stičišče, en center druženja, ne le za Hrvačane, za to vas, ampak ne le za Ribnico, ampak bi rekel, da kar, upam, da ne bom preveč ambiciozno povedal, mednarodno, ja, zato ker so bili tudi zelo velike zvezde mednarodnega, da rečem, pisatelji, zgodovinarji, tudi gostje te naše domačije, kjer imamo vsak mesec najmanj en dogodek in to že več kot 20 let. Navsezadnje Jo Nesbø je bil eden izmed teh naših gostov, znani norveški pisec, kriminalk, pa Orlando Figes, znan angleški sociolog, antropolog, zgodovinar. No in to je spet del te moje podjetniške zgodbe, ko upam, da s temi dodatnimi dejavnostmi, tudi s sponzoriranjem, z mentorstvom, prispevamo k izboljševanju te družbe, ker podjetnik ne sme razmišljati samo, kako bo izboljšal svoje podjetje, sebe, ampak tudi družbo, kjer živi. Kraj, da bo vračal kraju, ki mu je toliko dal v otroštvu, ne? No in upam, da mi temu kraju vračamo, da puščamo sled, ki se kaže k, da rečem, večji kultiviranosti, boljšemu življenju Ribničanov. In upam, da ta sled je prisotna, da so zato naši otroci, ko grejo na pot v širni svet, bolj pripravljeni na te izzive in sem srečen, da to tako uspešno poteka že toliko let, ne. Da vztrajamo pri vsem tem, ne. Se mi zdi res lepa. In seveda, to je zame velika privilegija, da se vam znova na koga opreti, da zgodbo Pater Stanislava Škrabca, ki je dal v slovenščini toliko znanstvene osnove, toliko enih novih inovacij, navsezadnje je bil tudi velik filozof, da to zgodbo na nek način gradim naprej in da vem, da še dolgo ta zgodba, ki naj navdihuje vse nas, ne bo izumrla. Ob tem pa seveda gradim tudi odnos z marsikaterim intelektualcem, ki je bil naš študent, ki je prejemal štipendijo Škrabčeve domačije in tudi zaradi tega smo v svetu pa pri nas toliko prepoznavni, ne? Zato, ker navsezadnje tudi vemo, vsa ta imena, ki sem vam jih omenil, ne vem, podjetništva, od Buffetta do Bill Gatesa, se ukvarjajo tudi s tem, ne samo z ozkim biznisom, ampak z filantropijo, z razvojem marsikaterih drugih, da rečem, stvari, ne, ki so pomembne za življenje. Seveda oni na bistveno višjem nivoju, z bistveno višjimi vložki. Jaz pa pač na svojem, po svojih možnostih, sam zato nisem nič kaj preveč frustriran, pač sem s tem sprijazen in sem čisto zadovoljen. Super, če greva malo bolj v ta sodoben čas, pa se nekako narediva tak nek ping-pong med kar je bilo in kar je zdaj. A menite, da v bistvu, ko gledamo tudi Stanislava Škrabca in to, kar je pustil in to vlaganje v materni jezik, potem pa na drugi strani AI orodja, kjer me danes praktično vsak vpraša, kakšen odnos imamo do tega in
me zanima, kako vi vidite, a mislite, da je lahko gradbenik, pravnik, ekonomist ali pa nek drug strokovnjak z uporabo AI orodja praktično čez noč postane slovenist ali pa prevajalec? No, ne, jaz mislim, da ne moreš nič postati čez noč. Za vse je potrebno zelo velika usmerjenost, vztrajnost, ogromno enega dela. In tega se je treba zavedati. In mi vemo tudi to, kar mi govorijo v talenti. Pa jaz prisegam na trdo delo. Jaz ne mislim, da imam kakršenkoli talent. Vse, kar sem ustvaril, vse, kar sem razvil v sebi, je bilo predvsem zaradi usmerjenosti v znanje, na nek način postavljena prioritet in v trdo delo. Super. Če se mogoče pogledava Vse to, kar ste pa našteli, je pa dobro pomagalo. Ne smeš to nič podcenjevati. Mislim, da obstajajo bližnjice do znanja. Ni potrebno samo po najtrši poti iti, ampak zavedati se je potrebno, da današnji čas ponuja ogromno enih oken v svet, ogromno enih znanj, oken do pridobivanja znanja. In ne smeš vsa ta znanja je potrebno nekako podrediti sebi, svojim ciljem, spet nič preveč poveličevati, še manj pa podcenjevati. Zanima me tudi, videl sem, prej tega nisem sicer vedel, da ste tudi predsednik Slovenskega konzularnega zbora, pa da imate tam poslanstvo pospeševanja in krepitev dobrih odnosov med Slovenijo in državami, kjer zbor zastopa. Kako vi gradite to prijateljstvo med Slovenijo in tujino? Pa če imate mogoče kakšen konkreten primer, da si lažje predstavljamo, kako to izgleda, pa tudi kakšna anekdota bi bila super, če imate kakšno iz rokava. No, jaz vam lahko povem, jaz sem postal častni konzul Maroka že, mislim, da leta 2002, slučajno. Želel sem obiskati to državo in takrat so bile potrebne še vize, ki so jih dajali na Dunaju. Imel sem to srečo, da sem spoznal ambasadorja takrat, ker sem bil priporočen k njemu, tako da me je sprejel. Nisem samo pri konzulu se ustavil, ker so mi izdali vizo. No in očitno je bil pogovor z njim, oziroma on je bil zelo zadovoljen s pogovorom, tako da mi je celo omogočil, da so me že v Casablanki pričakali njegovi prijatelji in me odpeljali na večerjo in mi marsikaj odprli. Navsezadnje potem sva z ženo šla v Marakeš, ki je fantastično tudi mesto maroško, kjer sem celo bil takrat na večerji, slučajno spet pri neki družini, kjer je bil pa Segela. Ne vem, če se ga boste spomnili, on je eden največjih ikon francoskega advertisinga. On je bil recimo človek, ki je v konc 90-ih let, začetek 2000-ih, delal celo kampanjo za Danoška, politično kampanjo. Se pravi tole volilno kampanjo. Skratka, ta komunikacija mi je odprla številna vrata in mi dala zanimive stike z ljudmi. No in seveda ta moja želja, da spoznavam neko drugo kulturo, s katero morda nisem imel toliko poslovnih povezav, in to je ta arabska kultura, z drugo religijo, mi je spet zagotovo naredila, pripomogla k tej, dala nova znanja, novo zanimanje in tako naprej. Nažalost me ni to tako močno spodbudilo, da bi se šel učiti francoščino, in to še vedno mi je zelo žal, ker mislim, da je to najlepši jezik
pa tudi, se veste, Da še nam kaj delo ostane. ja, v Maroku je v glavnem pogovorni jezik francoski jezik, ne, to je zagotovo en manko, ampak mi smo veliko naredili potem za promocijo maroške kulture, za promocijo, ne vem, jedi, tudi politike se od mene pričakuje. In to, čisto konkretno vam pa lahko rečem, da vse zadnje, mi smo vsa leta sponzorirali prihod ruskih umetnikov na Ljubljanski festival. Tako da sem imel to možnost, da sem spoznal Gergijeva, to je ena največjih ikon ruske klasične glasbe, dirigent, zdaj je celo direktor obeh glavnih teatrov, ne, in sicer Marinskega v Sankt Petersburgu in tudi Bolšoj teatra. To marsikdo bo rekel, ja, zato ker je se popolnoma pokoril, ne, predsedniku države, ampak ok, ne glede na to so fakti. On še vedno daje veliko, on je celo odkril Ano Netrebko. Ana Netrebka je prišla tudi s pomočjo Rika v Slovenijo, ne, pa vrsto teh. No, naprimer, prej sem vam omenil, da me zanimajo še bivše republike Sovjetske zveze, ena izmed teh je Kazahstan. Tam je glavno mesto sedaj Astana in Astanski teater bo 1. julija letos na Ljubljanskem festivalu gostoval z pomembnim delom Hačaturjana, ne, baletom Spartak. In tukaj sem tudi dal iniciativo našemu spoštovanemu županu, gospodu Jankoviću, naj povabi župana Astane ob tej priložnosti v Ljubljano. In tudi smo to naredili, ne. To morda bo celo prišel, ne. In preko tega enega kulturnega dogodka sem si pač utrl pot do, morda jutri, do župana Astane, kar bo zagotovo mi spet pomagalo pri marsikateremu, recimo, poslu, ne, jutri, ne. Ampak skratka, veliko teh stvari, da si širiš obzorje, da si širiš krog ljudi, lahko na ta način preko kulture, pa tudi, da ne bom zdaj začel še o športu, ne, spoznavaš. No, vse zadnje, kot podpornik rokometa smo v marsikatero državo prihajali, pa šli, s pomočjo tega prišli do nekih novih povezav, poslov. Zanimivo, zelo zanimivo. Če dava še za neke izhodne misli, ali zadnje misli, kako, Janez, vi vidite svet jutri, po jutrišnjem, čez 10 let? Zdaj mene, kaj vam rečem, svet je zelo kompleksen, svet se zelo spreminja, upam, da se mi tudi spreminjamo temu primerno, ne, da bomo na strani, da rečem, kako že so rekli, da smo na strani zmagovalcev v tej zgodovini, ne. Kako bomo znali preživeti mi kot država? Jaz sem optimističen za naš narod, ne, mislim, da nismo nikoli mi Slovenci bili na takem nivoju, kot smo danes, tako prepoznavni, jaz sem nekje celo eno tezo postavil, da mislim, da smo najuspešnejši narod 20. stoletja v Evropi. Ne vem, če bomo 21. stoletja, ampak res lahko vam zdaj vrsto dokazov, argumentov za to naštejem. Ampak moram reči, da se ne ukvarjam preveč s to prihodnostjo. Predvsem zato, ker jaz sem ekonomist, ne, in zelo rad en citat o ekonomistih, ker vi pričakujete, da vam jaz napovejo, kakva bo ekonomika čez eno leto, ne. Jaz rad en citat povem, in sicer, da smo ekonomisti tisti, ki vam bomo jutri povedali, zakaj se ena stvar, ki smo jo napovedali včeraj, danes ni uresničila, ne. In to je to, ne. In zato tudi vedeti, da te bo verjetno prihodnost zelo presenetila, da
precenjujemo spremembe, ki se bojo verjetno čez 2 leti realizirala, ne? Pa podcenjujemo tiste, ki se bojo čez 10 let. Ne? Ampak pomembno pri vsem tem je, ne da ti napoveduješ prihodnost, ker ne boš jo. Ne? Kako je že najtežje, nekaj sem tudi lepo prebral, najtežje je napovedovati prihodnost. Kaj imaš že drugega, lahko napoveduješ? Ne. Tako da, ampak pomembno je to, kako se boš ti odzival na to, da te spremembe. In to pa je, kako boš ti oborožen za soočanje s temi spremembami. In nič bolj te ne oboroži za pozitivno soočanje kot veliko enega znanja. Veliko enih delovnih navad. Veliko empatije. To je bistveno pomembneje kot pa vse ostalo. Ne? Kaj si boste v naslednjih, zakaj si boste vi najbolj prizadevali tako osebno, kot poslovno, da bi se, kaj bi radi videli? No, jaz bi rad, predvsem danes, jaz nikoli nisem mislil, da bomo morali sanjati o miru v Evropi. Čeprav smo se soočali z vojnami, na vse zadnje tudi 90 leta pa tako naprej, ampak smo živeli res v taki relativnemu miru, ko smo vsi govorili o miru, ne pa o vojni, ko smo vsi govorili o razoroževanju, ne pa o oboroževanju. Danes, nažalost, smo zajahali, da rečem, tega Marsovega konja, ne? In vprašanje je, če ga bomo tako kmalu razjahali. Tudi vprašanje je, ali lahko kaj moje skromno mnenje ali pa hotenje, kakoli bo vplivalo. Ampak če me že vprašate, kakšne sanje imam, je bilo zelo lepo rečeno, da dosti celo, ko misico vprašaš, ne, kaj si želi, več reče, da si želi miru. Ja, ga ne omenja, ne? Ga ne omenja. Nažalost, včasih smo vsi rekli, mir, da bi bilo pa. Ampak jaz še vedno vztrajam pri tem, želim si res miru. In seveda zdravja, ne? Upam, da mi bo zdravje služilo, kot se reče temu, ne? Ampak seveda vem, da to ne bo samo od sebe, če ne bom marsikaj za to naredil, se pravi, da bom pravilno hranil se, da bom pač izogibal se raznim razvadam in da bom hodil na Šmarno goro pa v fitness, to mi je zagotovo pomembno, ne. In da bom umrl mlad, ampak čim kasneje. In kogar toliko upam, da naravne smrti brez kakšnih morebitnih radiacij ali pa. Dajva zaključiti potem s to mislijo. Še enkrat, gospod Janez Škrabec, hvala za pač obisk v našem studiu. Hvala, da ste z mano pa z gledalci podelili te modrosti ali pa vaše izkušnje. Jaz vam osebno želim seveda prvo to, kar si sami želite, zdravje, mir. In pa še naprej uspeh vaš in pač tudi ekipi. Želim srečno in vam rečem. Ja, hvala. Pa pridite še kdaj na Škrabčevo domačijo. To pa, vsekakor.